Zdravo, evo, danes se bi dotaknila 3 stvari, ki so ključne za nastop na družbenih omrežjih. In prvo in edino je zelo pomembno in vidim, da nekateri še to jemljejo zelo neresno, da imate urejene profile. Urejeni vaši profili, to so v bistvu vaš stik z javnostmi, vaše vizitke, vaše spletne strani, sploh če je nimate, je zelo pomembno, da podatke, se pravi, da ljudje najdejo neke podatke o vas na družbenih omrežjih. Danes je zelo čudno, če na vas na internetu ni nič, se pravi, malo čudno izgleda, tako da dajte družbena omrežja imeti odprta in jih vsaj urediti, vse, kar vam družbena omrežja omogočajo. Se pravi, kdo ste, kaj počnete, mogoče vašo kariero. Definitivno pazite, kakšne fotografije objavljate, naj bodo to lepe, privlačne. Sploh mlajši bodite pozorni, da ne boste kakih preveč pomanjkljivih, ker vemo, danes kadrovniki tudi to gledajo, se pravi, ko iščejo nove delovno silo, pogledajo tudi družbena omrežja. Tako da prvo, ko greste na družbena omrežja, je, da jih uredite. Druga stvar, če res hočete biti uspešni, se morate izpostaviti. Se pravi, ljudje kupujemo od ljudi, ne poistovetimo se tako z logotipi. Zato je zelo pomembno, da tudi v svojo marketinško strategijo na družbenih omrežjih vključite sebe. Predvsem pa svojo zgodbo, zakaj danes počnete to, kar počnete, in tako bojo ljudje se poistovetili z vašo zgodbo in posledično tudi kupili. Tako da definitivno vem, da je problem danes se izpostaviti, nekateri pa se ne radi kažete, ampak je to danes ključno, se pravi, da se izpostavite, še boljše pa da se izpostavite takole, evo kot jaz danes, z video vsebino, ker tako lahko ljudje čutijo tudi vašo energijo. Tretja stvar, pa ki je na družbenih omrežjih zelo pomembna in skoraj rečemo bistvena, je dobra vsebina. Facebook ni prodaja, LinkedIn, Instagram ni samo prodaja, ampak je v bistvu platforma za kreiranje uporabnih vsebin. Se pravi, je zelo fajn, da izobražujete ljudi, inspirirate, poveste svoje izkušnje. Dajte se izogibati čim bolj negativnim stvarem. Jaz, ko sem se odločila, da grem na svojo samostojno pot in bodo družbena omrežja tista, s katerimi sem promovirala, na mojih profilih ne želim negative, ampak samo konstruktivne kritike in pozitivne ljudi. In po pravici, ko se to odločiš, tudi taki ljudje prihajajo. Negativne, ker pobrišemo. Tako da, gledajte, platforme, kot so družbena omrežja, so v bistvu za druženje, za pozitivizem, za uporabne vsebine, tako kot sem rekla, izobraževanje in dejansko inspiriranje. In posledično, ko vas bo ljudje spoznali skozi dobro vsebino, bodo tudi od vas kupili. Tako da ne samo prodajati, dajte ljudi izobraževati. Tako da to so zdaj 3 ključne stvari, ki jih dajte upoštevati prihodnje, in če boste delali redno in konstantno ter vztrajali, uspeh ne uide.